Evo, še enkrat vsem dober dan. Video na odvojni vrsta. Hvala gospe Vehar Margiti. Dober dan vsem skupaj. Video na odvojni vrsta. Za začetek bom samo povedala, da gospa prihaja iz Polhovega Gradca. Je zelo aktivna gospa in vedno povezana z naravo. In danes se nam javlja zdaj z žele zelišč, kjer dela s srcem. Drži? Drži. Najbrž ugotovili, da sem malo vzela z vašega brenda tale stavek, a ne? Srcem z dežele. Ja, res je. V bistvu pred davnimi leti sem zelo zbolela in bila operirana na srcu. In ker sem bila dosti aktivna v mladosti, se ukvarjala s športom, rada imam naravo, naravno. In po tej bolezni v bistvu sem iskala v naravi pomoč, tako. Da. Prej vsa leta brez zdravil, potem pa celo pest in začneš razmišljati, zakaj kaj sploh je. In ugotoviš, da je kakšno zdravilo zaradi drugega zdravila in sem začela to majčkeno sama reducirati in si pomagati z naravo, se izobraževati, iskati alternativo vsemu temu. No, tako da sem se začela potem po tej bolezni, operirana sem bila 2003, aktivno ukvarjati z zelišči, aktivno sem začela pridelovati in načeloma sem za sebe vzgajala te rastline zdravilne. Potem je pa to preraslo. Izgubila sem službo, seveda z neko omejitvijo zdravstveno nisi zaposljiv, razen v invalidskem podjetju, kjer sem nekaj časa tudi bila. No, potem, ko so me dali pa na zavod, sem pa začela intenzivno razmišljati, da bi razširila. Najela sem njivo, zorala, preorala, posadila in začela oblikovati nek vrt. Pa v bistvu potem je preraslo, začelo je rasti, cela dežela, iz tega je nastala dežela zelišč. Moje srce pa pravzaprav, ker je aura srca zelene barve, je tudi srce v logotipu zelene barve in je že kar prepoznaven. SP imam od 2015, tako da letos je poteklo 7 let aktivnega oziroma uradnega delovanja. Sem pa zelo rada v krogu ljudi, ki so enako misleči, da v naravi praktično lahko pridobimo še vedno veliko več in smo lahko samooskrbni, kar tudi sem, oziroma bom rekla, kar 80% samooskrbno, seveda meni zelišč, poleg zelišč raste vse, od krompirja, solate, zelja, fižola in ostalih vrtnin. Tako da v trgovino grem res po tisto nujno, kakšno olje, sol in tako naprej. Ja. Tako da se pa pojavljam na teh sejmih zdravo prehrano, kmečkih tržnicah, nekako prisegam na lokalno, ne maram uvoženih stvari. Pri meni se v mojih čajih, čajnih mešanicah vidi, da so zelišča pristna, niso drobljena, ker vsak potem lahko še zdrobi to zelišče do mere, ki mu ustreza. Tako. Pravi, vi vodite naravo do ljudi. Tako je. In če sem lahko pa še z enega intervjuja vzamem en stavek, in vodite svoje podjetje kar z zeliščnega vrta, a ne? Ja, res je. Najbrž niste prejle poslušali, z nami je tudi gospa Zvonka But, ki je pa tudi svojvrstna zeliščarica. Gospa But, ste tukaj? Sem tukaj. Boste kakšno rekli, kakšno vprašanje za našo gospo Margito? Jaz jo bom z veseljem poslušala. Boste samo poslušali? Kakšno vprašanje? No, prav. Bom pa jaz vesela kakšnega vašega komentarja, ker učimo se do konca življenja. Mene je učilo v bistvu življenje
Sicer je tako, da v zadnjih letih sem z določenimi certifikati pa znanji še podkrepila vse skupaj in eno od teh je tudi znanje fitoterapije oziroma kar bi tudi še rada nadgradila in mi zelo pomaga pri mojem delu, glede na to, da marsikdo se obrne k meni po kakšen nasvet. In včasih je pa le treba imeti neko znanje, ker vsi smo drugačni, vsak lahko v ozadju jemlje kakšna določena zdravila, ima neko skrito bolezen, kar je pa treba spremljati, ne, in upoštevati. Saj pravi zeliščar naj bi poznal in anatomijo in fiziologijo, pa potem vse zeliščarske predmete, naprimer botaniko, pa farmakognozija in tako naprej. Recimo, zdaj me pa zanima, vi zelena zdravila prodajate kot taka, pa je gor lahko navedeno, zakaj je ali ne? Nažalost, naša zakonodaja je izredno toga, če primerjam z drugimi državami, praktično, če grem zdajle samo na konopljo, ki je legalizirana, ki recimo na Češkem lahko uradno v trgovini kupite tudi s THC-jem, je pri nas izredno strogo, s tem, da moramo zeliščarji praktično spremljati tudi uradni list, ker vsako leto zgine kakšno zelišče pod Z, mi pravimo temu pod zdravilo, se pravi, da kot zeliščarji ne smemo več prodajati teh zdravilnih rastlin. Sicer samostojno, absolutno ne, lahko še nekih 5% v čajnih mešanicah. Navedeno mora biti sestava po količini, po sestavi, po procentualni vrednosti določenega zelišča. Kar se pa tiče teh zdravilnih rastlin, pa dejansko, gledajte, v Franciji letos je šla kopriva pod zdravilno rastlino, pod Z. In pri nas pa letos je šla navadna dišeča travniška vijolica pod zdravilo, se pravi pod zdravilno rastlino, pod Z, ki je registrirana pravzaprav kot zdravilo. In v bistvu, tako kot šentjanževka, ima travniška vijolica učinek pomirjanja, pa ima lahko kontraindiktorne reakcije v primeru, če jemljete kakšna uspavala, pomirjevala in tako naprej. Zdaj pa takole, ko ste rekli pod Z, obstajajo pa še drugi seznami, recimo rdeč seznam, endemitskih rastlin. To zeliščarji morate tudi seveda spremljati, glede na to, da določene zelišča rastejo v drugi pokrajini spet nekje druge, recimo nekje raste lipa, ker ni zelišče, ampak je pač drevo. Od lipe vzemamo cvetje, potem je, ne vem, vinska rutica, najbolj sta pogosti, ne vem, kamilica, melisa, če kaj prav vem, mogoče meta, pa me zanima, če morate tudi na to biti pazljivi. Absolutno, gledajte, omenila ste vinsko rutico. Da. Tukaj obstaja kar več zapisov, tudi uradnih potrditev pa analiz. Vinska rutica, žajbelj in pelin, pravi pelin, vsebujejo tujon, ki so topni v alkoholu. In načeloma teh rastlin naj ne bi namakali v alkohol, ampak v preteklosti je bilo to neko zdravilo, čeprav absolutno pelin za želodec je še vedno res učinkovito, ampak v alkoholu oddaja tujon, izloča tujon pa če bi se mogoče čist laično poglobili v njega, tujon pa je snov, ki uničuje zdrave celice. Bila je tudi narejena pred leti študija, ravno ko so ugotavljali nastanek Alzheimerja, demence in tako naprej, da v preteklosti jasno je bilo to pelinkovec, ta zeleni, kar se vinske rutice tiče, kar je izredno lepa barva zelena izločena. To je bil nek zajtrk. Preden so kmetje šli v delo ali pa prišli iz dela, je bilo to nekaj normalnega. Kar precej so tega uživali, ampak je tudi bilo dognano, da v današnjem času starostniki recimo
pri starostnikih je veliko višja, kako bi rekla, veliko več ljudi prej zboli za demenco, Alzheimer je pogojen tudi, so dedne zasnove, absolutno, a ne, nekako že gensko, pa bojo nekateri rekli, jaz pa tega sploh nisem užival, pa zakaj imam tako demenco, ampak nekako pa je to neka vzpodbuda tej bolezni. Zdaj me pa zanima, pravite, da imate doma tudi krompir, se pravi, imate in zelenjavni vrt in zeliščni vrt, ne? Pri meni se skupaj drži, pri meni se kar skupaj drži. Ni razlik, ne vem, v smislu kolobarjenja pa gnojenja? Je? Lahko malo poveste? Ja, glejte, v bistvu sem tudi šolana čebelarka, sem tudi čebelarila. Zdaj trenutno ne več, ker pač sama z enim parom rok ne gre vse in če hočeš ti oskrbovati čebelji rod in zeliščni vrt, ne gre en posameznik. Tako da sem se lotila zeliščarstva, ker mi je bila osnova. Tukaj sem pa začela tudi z ajdo zaradi svoje bolezni in se zdaj o ajdi tudi bolj poglobila v njeno delovanje. Ajda vsebuje rutin. Rutin pa krepi ožilje, žilne zaklopke. Mi imamo v ožilju zaklopke. In premalo poznamo mogoče, kako bi rekla, delovanje ožilja. In če so te žilne zaklopke zdrave, močne, krepke, posledično uravnava pritisk. Jaz sem se po operaciji na srcu borila z hipertenzijo zelo visoko. Od višine v visok pritisk, v nižine, v nizek pritisk in nekako s temi holterji in ostalimi pripomočki sem bila kar naprej v bolnici oziroma na teh kontrolah, kaj mi povzroča. No, nazadnje sem ugotovila, da ta sintetična zdravila vsebujejo tudi sintetičen rutin. Jaz sem seveda to v naravi iskala, ajda je pa ena poglavitnih, bom rekla, rastlin, ki vsebujejo ogromno količino rutina, ampak tukaj bi opozorila, ajda je zdrava, absolutno brez glutena, uživajo lahko tudi ljudje s celiakijo, imajo težave s črevesjem, ampak načeloma, če gledamo vsebnost tega rutina, je zelo veliko v luščini. Mi pa praktično zrnje oluščimo, zavržemo oziroma že oslabimo to moko, ki dobimo potem iz jedra zrnja. Tako da je velika večina tega rutina v sami rastlini, zeleni rastlini, cvetoči in v luščini. Zato so tudi zelo, zelo poznani vzglavniki iz ajdovih luščin in še danes v bistvu se ljudje, tisti, ki poznajo to delovanje ajde, kar poslužujejo. Zdaj, omenili ste ajdo. Bila sem pa namen povedati za ajdo, ravno iz tega naslova, mogoče sem kar mečkan že skrenila. Ajda v osnovi je izredna zastirka, izredno mineralno gnojilo in praktično tudi enoletni kolobar. Se pravi, da se lahko tudi na zemljišču, tako lahko po izkopu recimo krompirja, po odstranitvi zelja, repe in vseh ostalih vrtnin poseje ajdo. In moram reči, ravno pred prazniki sem mečkan počistila vrt, tudi mečkan zastirke naredila, sem vmes posejala tudi ajdo in verjemite, da je ozelenela in kar bo zelenega, bo ostalo čez zimo in naslednje leto se samo vkoplje v zemljo in to je mineralno gnojilo. Ker jaz ne uporabljam nobenega drugega gnojila kot recimo samo zastirke iz ajde, zastirke iz, zdaj je bilo ogromno teh fižolovih vej, da je več ali manj pri meni zastrto. Zemlja ne sme biti prazna, če ne pa posejte z ajdo. Tako da
Zdaj pa vem, za 3 najljubše zelišča imate. Ajdo smo obdelali. Zdaj imamo pa še aronijo, pa sladki pelin. Pa dajva iti najprej temu pelinu sladkemu, kar je zelo pomemben v boju zoper raka. Namreč prejšnji petek smo pa imeli gospo iz združenja Dona in smo govorili ravno o rakih, pa mogoče greva kar na to temo o sladkem pelinu. Ajdi. Naprej sem eno vprašanje, Ajdi. So luščine tudi za čaj, ne? Tudi lahko uporabljate, ampak glede na rutin, na topnost v vodi, je fino, da luščine namočite ali pa celo zrnje, če imate ekološko pridelavo, apeliram, da je zrnje namočeno. Jaz vedno priporočam, da se namoči v toplo vodo zvečer in se zjutraj potem do neke pitne temperature, nekje do 50 stopinj to pogreje, da se ne prevreva. Ker je v visoki temperaturi rutin tudi se precej izniči. V redu, Brane? Izvolite, gospa, beseda je naprej vaša. Ja, poleg operacije na srcu sem imela še druge težave in sem bila nekaj let pravzaprav tudi članica Evrope Done in tam sem sladki pelin spoznala. Več ali manj je bila to še neka tabu tema, ker je rak pravzaprav kar, kako bi rekla, širok pojem. No, jaz sem to uspešno z operacijo predelala, ampak nekako neka alternativa v naravi je pred našim nosom. Tako da, če kdo potrebuje, lahko doma najde res vse. Tudi zdajle, če samo en stavek povem, zdajle je čas izkopa regradovih korenin, ki imajo tudi zelo, zelo dober učinek na rakave celice, jih uničuje in spodbuja imunski sistem in dviga, se pravi, raven zdravih celic, tako da regradove korenine so, bom rekla, kar vaga temu. Sladki pelin je pravzaprav pa odkrila, ali pa ta artemizinin v sladkem pelinu odkrila japonska znanstvenica. Zdaj ne vem, koliko ste vi govorili o tem odkritju sladkega pelina. Ona je dobila Nobelovo nagrado za medicino 2015 za odkritje tega artemizinina, te snovi, te učinkovine, ki zdravi malarijo. To so vročinska stanja v telesu, v bistvu tudi pri virusih, bakterijskih boleznih in tako naprej. Tako da je ta artemizinin zelo široko se povzpel pri tem zdravljenju in je tudi že dobavljiv oziroma že v zdravilih, v sintetičnih zdravilih, sintetična oblika. Ja, Štrukelj, ki je redni profesor na ljubljanski fakulteti za farmacijo, to potrjuje. In pravi za sladki pelin, da je velik obet za zdravljenje in malarije in rakavih obolenj. Tako. Jaz sem tudi na njegova predavanja hodila, še takrat tudi, ko sem bila v članica Evrope Done, ker so kar precej sodelovali. Tudi medicinske gobe, tudi ostala zdravila oziroma v naravi, ampak je pa treba določene stvari vedeti, preden se poslužimo uporabe teh naravnih sestavin, ker so močne. V bistvu, jaz ravno pri sladkem pelinu priporočam, da vzporedno ne jemljete nobenih antibiotikov pa kakšnih drugih močnih zdravil, zaradi tega, ker je ta artemizinin zelo, zelo samostojna komponenta in praktično, če jemljete sintetično in naravno obliko, zmedete telo. Telo ne ve, kaj povzeti, kaj shraniti, kaj povzeti iz tega. Če je preveč, je preveč. Če jemljete eno snov, jemljite eno snov. Ravno pri raku sem imela primere, ko so ljudje uporabljali biološka zdravila in se potem posluževali še konoplje in posluževali še sladkega pelina. Praktično res v paniki ljudje precej jemljemo takrat, se bomo pozdravili, ampak ne dovolimo telesu, da izbere
treba je poskusiti, konec koncev lahko nekomu konoplja zelo pomaga, nekomu pa ne. Nekomu sladki pelin zelo dobro prime, nekomu pa ne, smo različni. Zato pravim, v življenju je treba stvari pa treba majčkeno probati, sebe poslušati. Je pa tako, če se odločimo za neko zdravljenje, je fino tudi, ker je hrana izrednega pomena pri zdravju, da mogoče zreduciramo snovi, ki danes niso več tako zdrave. Ravno pri mleku te maščobe nase vežejo določene strupe ali pa te konzervanse iz hrane in se potem telo težko očisti, nabira se pač odpadek, ki je pa za telo mogoče strupena. Oziroma, jaz bom tako rekla v navednicah, me zdaj narobe razumeti, da bi kdo pa rekel, ja, hrana je strupena. Ja, ne vsa, ampak zato je fino, če smo nekako z deležem hrane samooskrbni. Pri sladkem pelinu je pa tako, da sem tudi sama ga uporabljala in moram reči, da se zelo dobro počutim. Vsako leto naredim 2 terapiji, si enostavno naredim majčkeno izločitve, recimo zelo rada imam sire, ostalega mleka in mlečnih izdelkov ne uživam, ampak je treba včasih kaj izločiti. V tem primeru pravzaprav izdelujem kapljice, hidrolate, destiliram tudi, imam eterična olja, čaj, tako da pa prah, se pravi oblika sladkega pelina v prahu, ki ga samo umešamo oziroma enako tako, da dobite čim več artemizinina iz surove rastline, da je ne prekuhavate, je fino, če že zvečer v kakšen sadni sok, smuti, zelenjavni namočite, saj za pol ure, da se ta artemizinin izloči in se preabsorbira v kri. Tako da ga ne izločamo v zelo hitri meri. Tako da uživanje, se pravim, je veliko oblik, čaj mogoče je bolj preventiva, fino ga je piti, tudi za črevesje izrednega pomena, ker uravnava pH želodčne in črevesne flore, nekako odpravlja parazite, se pravi, da zelo, zelo dela na teh slabih strukturah v telesu, da se čisti. Črevesje je pa velik del imunskega sistema. Če imamo prebavo zdravo, praktično smo že veliko naredili in sladki pelin je velika pomoč tukaj. Kaj pa zdaj pa ta tretja, aronija? Aronijo sem pa tudi v bistvu zaradi operacije na srcu. Ne pogojujem tega, da je zdaj operacija na srcu, pa mi je res tako škodo naredila, ampak sem bila zelo anemična, zelo slabo kri sem imela in sem kupovala aronijin sok, tako, ga veliko uporabljala in mi je seveda zelo, zelo odgovarjal, popravila sem si sliko, to analizo krvi. In glede na to, da mi je pa lastnica, kjer sem najela njivo, rekla, da komot še kakšen grm zasadim, sem se pa odločila za nasad aronije. Tako da tudi to gojim, načeloma nimam toliko, da bi točila pa prodajala, bolj zase. Drugače za prodajo imam pa suhe jagode aronije, ki jih je absolutno lahko kuhati. In za te 3 lahko zaključiva, da pri vašem zdravju so stvari, ki spravljajo vaše telo in zdravje v ravnotežje, ne da? Pa smo se izgubili? Ja, roko je nekdo dvignil? Gostjo smo pa izgubili? Jure je dvignil roko, pa mogoče vmes, ko bom gospom Viher se preklopila. Jure. Se slišimo? Ja. Imate kakšno vprašanje za gospo? Jure, ne slišimo te. Lahko jaz vprašam, Zlatko tukaj. No, dej. Zdaj je sezona čiščenja orehov. Zakaj so dobre orehove lupine, pa tisti košček lesa med polovicami?
Opno. Da se zlatava. Tako, hvala. Dobro vprašanje. Gospa Vihar, mikrofon vklopite. Gospa, ste še tam? Ja, sem. Okay. A se vidimo pa? Vidimo se pa, ja. Aha, ok. Ste slišali tole vprašanje o orehih in lupini in opnu v njem? Ja, sem slišala. Ja, orehi, če celo sredico dobite iz lupine, boste videli, da so zelo podobni, da je ta sredica zelo podobna možganom. Ja. Tako da dejansko, ampak ne cele pesti. Telo rabi mogoče nekaj časa uživanje nekih teh naravnih snovi, da dojame, da sprejme in uporablja. Orehi so zdravi, absolutno za možgane, za bistrost. Zdaj, če povzamemo samo to, orehi imajo zelo veliko olja. Za možgane so pa rekli, da so naš holesterol. Veliki možgani, veliko holesterola v krvi ali kakorkoli rečemo. Maščobe, tudi zdrave maščobe so v orehih, tako da je to praktično res dobro živilo. Glejte, za te sredice oziroma te opne sem že slišala, jaz načeloma nisem nikdar jih uporabljala, ker naši predniki ali kakorkoli starši so to zavrgali, niso uporabljali. Zakaj zdaj točno uporabljajo, ne bom trdila. Tukaj bi se mogla še kaj naučiti. Treba jih je namakati, seveda, da se te snovi izlužijo, se pravi, da praktično res lahko delujejo. Zakaj točno, se pa nisem poglabljala, ker imam, če tako gledate nazaj, kar sem mogoče povedala, zelo veliko stvari, kjer bi se rada še veliko naučila, pa mogoče bolj izpostavlja te stvari. Ja, orehe pa uporabljamo vsi in je dobro, da jih. Ja. Zdaj pa takole, smo se malo že dotaknili teme oziroma 3 pojmov. Poparek, prevretek, prelivek. Zdaj o tem učite. Glejte, so načini, hladen, vroč postopek, tako da se to tudi te nazivi tako imenujejo. Poparek, nekje je res vrelo vodo prelijete čez zelišče. Tudi treba je vedeti, da določena zelišča ravno pri šipku bi tukaj izpostavlja, tega ne delamo, ker zelo veliko C-vitamina se tukaj izgubi. Pri šipku bi izpostavila, da se namaka v toplo vodo zvečer in se zjutraj do neke pitne temperature do 50 stopinj pogreje. Pač manj C-vitamina izgubite. Čeprav so študije, da tudi z nekim prevredkom lahko tukaj kombinirate, da čim več izluščine in teh semen dobite, če je to očiščeno. Kar se tiče prevredka, tako praktično nekatere snovi, recimo pri lavorju, pri oljčnih listih, pri določenih zeliščih, kjer je površina lista suhega kot usnjatica nedostopna oziroma se snovi težko izločajo, je fino, da se tako, da se namočijo zvečer, da rastlina čim bolj absorbira v vodo, ker je topna v vodi in se potem prevre, ker določene snovi pa niso tako, se ne uničijo z prevrevanjem. No, če sva tukaj poparek pa prevretek mogoče dorekle, kar se pa tiče hladnega postopka, je pa najbolje zvečer v toplo vodo namočiti, zjutraj do pitne temperature in tega imate kot poparek prevretek, in iz rastline še vedno dobite določeno vsebnost snovi iz posameznega zelišča. To ni prevretek, ni hidrolat, ne? Hidrolat je pa parni izvleček rastline, se pravi… Samo z destilacijo? Samo z destilacijo. Hidrolat je pridobljen kot stranski produkt pri pridobivanju eteričnega olja iz
rastline, ampak ta stranski produkt, hidrolat, je še vedno tako močno, z močno vsebnostjo rastline, da ga še vedno lahko uporabljate v namene za dobro počutje. Tudi pri hidrolatu sladkega pilina se je izkazalo, da je izrednega pomena za sluznico, tako da si lahko vpihe delate v grlo, v usta, pri aftah v ustih, pri krvavečih dlesnih, se pravi paradontozi, pri kakšnem zobobolu, to je tudi žajblov hidrolat, izrednega, ker je kot antiseptik zelo dober. No, če se vrnem k hidrolatu sladkega pilina za kožo, zelo, zelo dober. Tudi za pitje, tukaj je treba vedeti, da vsi hidrolati so še vedno zelo močna komponenta in jih je treba rečiti. Tako da neko čajno žličko bi svetovala 2 deci do 3 deci vode in to lahko pijete. In pri hidrolatu je to ena zelo dobra zadeva pri sladkem pilinu za črevesje, za parazite. Aha, in hidrolat je potem osnova za mila, ali kako? Glejte, tukaj uporabljajo, lahko je samo dodatek vodi in čez dan to pijete. Uporabljate lahko za, bom rekla, deodorant, kot osvežilec zraka, zelo lepo diši, lahko kot mehčalec oziroma dodaste v posodo za mehčalec, izredno lepo diši tudi perilo. Uporabljajo pa tudi v kozmetiki, ker še vedno vsebuje določeno količino tega artemizinina, ki je pa zelo dober za kožo. In dodajajo v mila, v kreme, v razne tonike, no, tako da praktično že sam hidrolat, če imate z razpršilko, potem to posprejate po koži in pustite, da koža vpije. Seveda je treba prej kožo umiti. Jaz si praktično obraza ne umivam z vodo, ker je precej klorirana, ugotovila sem, da me pač izsušuje kožo in si zdaj samo s tem hidrolatom posprejam, se pač z gobico umijem, zbrišem in ponovno posprejam in pustim, da koža sama vpije, kar potrebuje. In tukaj je vse, kar je kozmetike, se lahko poslužujemo narave. Jaz sem, ko sem raziskovala o vas, sem naletela na več imen, med drugim tudi na prvo uradno zeliščarico, gospod Terezijo. Ona je kar še menda prisotna na ljubljanski tržnici. Ne. Ni več? Ne, ni več. Tukaj je njeno mesto zasedla druga zeliščarica iz Borovnice. Mislim, da je Marjetica. Nekaj časa je že tega, kar je nehala, mislim, da bo tega kar skoraj 10 let. Res? Ja. Je pa imela stalno mesto, 30 let je prodajala na tržnici in sva zelo dobri kolegici, prijateljci, res je. Sej, malo v vaših zapisih sem začutila, gospe, ker sem brala vaju obe, ne? Všeč mi je. Zdaj pa takole. Jaz vem za projekt Čokoladna Slovenija, imam tudi nekaj ljudi, ki delajo svojo čokolado v svojih pač bližnjih vrstah. Vem pa tudi, da je vaš Pehtran v tem projektu. Kako ste na vstopili oziroma ste poslati morali svoj vzorec, kako so oni izbrali točno vaš? Glejte, bil je natečaj in sem se javila. Več zeliščarjev nas je poslalo vzorce. Pehtrana seveda je tukaj osebnost, kako bi rekla, ta začimba, dišavnica je zelo specifična in obstaja več vrst, med njimi sta v Sloveniji najbolj razširjeni francoski in ruski pehtran. Ruski pehtran je zelo bogato rodi v naših krajih, tudi veliko večji je od francoskega. Zelo lepo diši, mogoče majčkeno bolj intenzivno, ko je svež, ampak pri sušenju ogromno te arome zgubi, francoski pa malo manj. Vsaka rastlina s sušenjem majčkeno arome zgubi, majčkeno eterike zgubi. Francoski pa ne, jaz pa gojim francoski pehtran,
No, in ta je zmagal za čokoladno Slovenijo, tako da v srednjem delu koščku te Slovenije je moj pehtran. No, ravno zaradi omembe francoski pehtran, najbrž ga imam tudi jaz na svojem vrtu, imam prijateljico, ki je poročena s Francozom. In on, ki je bil prvič tukaj več, kot ne vem, 14 dni, preden se je preselil dokončno v Kamnik, je bil šokiran, da Slovenci delamo sladice s pehtranom, medtem ko se v Franciji uporablja med kuho, ne? Tudi. To je dišavnica, ne? Tako da se praktično res lahko tako uporablja kot ostale začimbe. Je za meso, za krompir, za solate, absolutno. Tudi jaz sama ga dostikrat, ko grem čez vrt, nabiram v šopek, domov prinesem in gre vse v solato, v določeno hrano, v kakšne enolončnice, zelo rada pripravljam in ja, zelo posebno aromo da, je pa treba tukaj paziti, da se doda res malo manjšo količino, ker je izredno grenek. Za uživanje je kar grenek, se ga občuti, načeloma pa diši tako lepo, da se ga je težko... No, jaz pa rada uporabljam šetraj povsod, ne? Tudi ko kuham fižol, to imam jaz res skoraj povsod v vsaki enolončnici, recimo. Pa glede teh kemijskih snovi, ne? Čist kjer rastlina raste, od tega je odvisno, ne? Osebnost kemijska, po moje, in mogoče vi kdaj pa naredite slovenski pehtran, ne samo ruski, pa francoski? Ja, nekako nisem še zasledila, da bi obstajala ta različica, da bi se mogoče poslužili narediti, skrižati, karkoli se bo križalo, je že nekako neka osebnost tuje rastline noter, ne? Ker več ali manj, kot sem zasledila leta nazaj, se je ta ruski zelo intenzivno razbohatil po Sloveniji, tako da več ali manj ljudi imajo ruskega. Jaz sem nabavila takrat francoskega, majčkeno sem med tema dvema vrstama preverjala in tudi majčkeno je treba testa narediti, ko rastlino posušiš, kakšna je osebnost tega eteričnega olja, a ne tako, da je francoski izstopal. Zato sem se tudi odločila, ampak glede na to, da je pa še potem lahko v eni taki protokolarnem darilu, kot se je takrat ta čokoladna Slovenija imenovala, ja, je pa sploh potrditev, da sem prav naredila. Zdaj pa takole, ne, sva rekli, da najbrž ne bi slovenski pehtran bil, zato ker bi križanje, ne vem, ali uspelo ali ne. Zdaj pa takole, zelišče, na primer kamilca, ki raste na Dolenjskem ali pa Gorenjskem, mislite, da je enaka kot kamilca v Beli krajini ali pa v morju? Absolutno ne. Odvisno je od analize oziroma od osebnosti zemlje. Čisto povsod. Tudi moja zelišča ne dišijo enako intenzivno kot zelišča sploh primorska, kjer je veliko sonca, kjer je zemlja absolutna terra rosa, se pravi, da... Rdečo prst. Tako, da je nekako vsebnost teh mineralov absolutno druga, ker je treba, da se... rastline, kako bom rekla, da preživi, a ne, v določenem okolju se rastlina prilagodi in vsaka nekje pridobi, nekje pa zgubi, a ne. Prav tako Bela krajina je tudi veliko bolj topla kot Srednja Slovenija. Tukaj pri meni recimo rastline se morajo veliko bolj potruditi zaradi zarast, ker spomladi je še vedno hladno po noči in zdaj se spet hladi, tako da praktično letos je sploh ekstremno leto zaradi suše bilo in zdaj rastline po tem deževju. Oktobra so že začele šele dobro rast, bi rekla. Čeprav, ja, je dobra stvar, da se je vreme tako lepo popravilo, sem zdaj še majaron pobirala, neke mete, melise, seveda je rastlina kar bogata z eteriko, čeprav na določenem, bom rekla, nivoju določenih eteričnih olj pa ne pridobivajo toliko sonca, ne?
Aha, nekdo je roko dvignil? Kar izvolite. Halo? Ja, A se slišimo? da. No, končno. Mene sam zdaj, če se vrnemo nazaj na tisti pelin. A nista to dve različice? Da je en sladek pa en grenk, mogoče? Ne. Mogoče zgodba, ne? Ni zgodba, ampak dejstvo. Vsi pelini so grenki. Tudi ta sladki pelin je zelo grenek. Ja, zelo je grenek. Grenčina tukaj v bistvu je pa zdravilna. Z grenčine, kjerkoli boste zasledili neko grenčino v čaju, pijte ga, ker te grenčine zdravijo. Načeloma sladki pelin je dobil ime že v azijskem področju, odkoder izvira. To ni naša avtohtona rastlina. Načeloma se je razvila pri nas kot invazivna, ker se sama zaseje, ampak ko cveti tam september, oktober, ko dozori, pa izredno močno sladko diši. Tak sladek vonj je, tudi čebele ga ne marajo, tako je močan. Ko greste mimo, če vam že cvetni prah odpada iz rastline, boste sigurno do nosa dobil zelo hitro to sladko aromo, dišavo. Ja, ne, ni sladek, grenek je. No, se sploh nisem vedel, da je sladek, drugače, čistko. Sladki pelin se imenuje. Ja. Dobar, hvala. Nekaj. Pa greva zdaj mogoče na temo, kje nabirati zelišča. Recimo jaz bi človeka, ki ga vidim ob cesti, nabirati šentjanževko, bi mu pač rekel, če naj s tem neha, ker ti v takem okolju zagotovo je sama težka kovina, pa te izpušni plini. A bi lahko nam vsem povedali tudi tele napake ob beri v bližini, ne vem, sadovnjakov, kjer vemo, kaj vinogradniki pa sadjarji počnejo. Prosim, gospod Vihar. Ja, glejte, nabiranje zelišč je tudi neko predznanje, neko zavedanje, kje boste vi zase, za svoje telo nabirali zelišča. In kje regrat po pognojenih travnikih, zelišča ob cestah, v sadovnjakih, kjer se sadno drevje šprica, načeloma odsvetujem. Vsak ve zase. Jaz sem pred leti, me je ena kolegica povabila, ker je imela izredno veliko ozkolistnega trpotca, pri meni na vrtu pač raste, ker je bil to travnik prej. In pač ostajajo vse tiste avtohtone rastline, rman, regrat, trpotec, kar je raslo prej na njivi. No, in me je povabila nabirati ta trpotec. In ko sem jaz prišla v tisti sadovnjak, to je bil sadovnjak češen, je rekla, preden pokosim, mi daj poberi ta trpotec, ker se ga mi zdi škoda, dejansko je bil res fantastičen, lep. Ampak ravno v tistem obdobju so oni šprica, sem rekla, pač ne. Tako da, ja, pa sej to ima karenco. Glej, tukaj pri meni v bistvu nobeno škropivo ne pride v poštev, tudi svoj vrt škropim z naravnimi sredstvi, od pelina do, to je pač ta avtohtoni pelin, do koprive in teh res že tradicionalnih škropiv, ki jih uporabljam za kakšne uši in te zadeve, drugo pa ne. In ne uporabljam v svojih čajih nobenih zelišč, ki bi bila nabrana v takih okoljih. Center hlasajo in domejetin. Zdaj pa greva tako reči, ste takega mnenja kot jaz, da imamo samo zdravljenje pa zdravljenje v prepletu? Je, glejte, zelo dostikrat rečemo, vse je v glavi. Dejansko ljudje, če se odločimo res počistiti svoje telo, vseh strupov, ki jih dnevno uživamo, bi rekla, da se je treba odločiti za neko
strpnost do vse tiste hrane, ki je predelana. V naših trgovinah dejansko je ogromno predelane hrane, tempo življenja je tak, da si marsikdo ne privošči več zelenjave pa sadja, da ga v miru nekako predela sam doma, ampak se kupuje hrano, ki je že pripravljena, in to je velika, nažalost, velika napaka za telo. Fino je, da se sami odločimo, da se začnemo ukvarjati mogoče s kakšno aktivnostjo, da izločimo iz svojega prehrambnega načrta kakšno hrano, ki vemo, da nam škoduje, ki smo jo pogruntali, da nam pa po tej hrani pa ni dobro, me napihuje, me tišči, me karkoli. In da si naredimo en počitek telesu, da si privoščimo en počitek, da mogoče več spimo, da se dejansko odločimo zase in naredimo en odmor. Od stresne situacije, seveda, kdor je zaposlen v neki službi, zelo težko, ampak da si vsaj vikend privošči za mir, ker sprostitev je zelo velikega pomena. Telo, ki je dejansko v stresni situaciji, čist drugače reagira na prehrano, kot bi bila naša želja. Veliko tekočine, jaz tukaj priporočam res čaje, zdajle regrat cveti, konec koncev smo zdajle ko pomladi, na travnikih je dejansko toliko užitnih rastlin in te rastline imajo kar veliko zdravilne vrednosti in nabirite. Pa je tako, ko meni reče moj mož, pa daj si tole, ne mi vse zelišča tlele, bi rad imel rajš česen pa čebulo, daj to maj gor, ne. Pa mu govorim, to ni isto, v loncu pa na mojem vrtu ni isto. Ja, seveda, vrt ima svojo, bom rekla, v zemlji so minerali, rudnine, so določeni živa bitja in vsaka rastlina, kjer se klimatizira, jaz bom tako rekla, kjer se prilagodi, vsaka rastlina izčrpa potem iz te zemlje res tisto, kar rabi. In česen na vrtu absolutno, tudi sama bom zdajle še sadila. In mislim, da že priprava zemlje, že nekako, kar boste vi v zemljo dali, to boste potem tudi nekako s tem pridelkom pridobili iz nje. Če boste zdaj izdatno gnojili z nekim hlevskim gnojem, kjer krmijo živino z nekimi balami ali temi silažami, to najbrž tudi ne bo dobra podlaga za zelenjavo. Tako da mečken se pa lahko, kako bi rekla, podučimo, kako pripraviti zemljo, ker dejansko zemlja je tista, kjer bo to zraslo in je treba več pozornosti posvečati. Ja, česen, čebula, naravni antibiotiki, to praktično res zelo veliko iz njih lahko dobite, uporabljate, za črevesje je izredno zdravo, za imunski sistem je izredno zdravo. Česen je praktično lahko povsod nek antibiotika. A je takšen učinek tudi pri čemažu? Učinek čemaža je mogoče majčkeno blažji, pa malo drugačen. Vse te rastline imajo ta alinin, ki je v česnu, je v čemažu prav tako prisoten, veliko bolj v čebulicah, če zdaj čebulice pobirate, kot v listju, pa cvetju, popkih, praktično rastlina je cela zelo, zelo dobra. Ker tukaj, če gledate, da divje živali, sploh včasih so rekli medvedovo zelišče, živali se takrat, ko je čemaž v polni rasti, najejo tega, ker vejo, to je naravni cikel, da praktično že v spomladanskem času dobijo neko podporo za celo leto, kot za imunski sistem. To je antibiotik in mogli bi se bolj ukvarjati s tem, da jemo sezonsko, s tem sem hotela povedati, da praktično živali živejo, da jemo sezonsko tisto, kar raste v sezoni. Kaj pa vi pravite, gospa, opustite na belo omelo?
bela omela, ki hodite po sadovnjakih. Meni je mama delala, čisto, ko sem imela hude ženske težave. Ja, jaz sem belo omela v bistvu izločila iz svojega, bom rekla, seznama vseh teh rastlin, zaradi tega, ker je pri njej treba kar paziti, kako se daje, kje se daje, kje ta bela omela raste. Nekateri jo vse povprek nabirajo, čeprav je bela omela tista, ki je na sadnem drevju, ima tiste zdravilne vrednosti, ki jih mi rabimo. Ja, tudi za ženske težave. V bistvu tudi na hormonski bazi zelo delajo in je treba majčkeno paziti, recimo ščitnica. To je avtoimuna bolezen in praktično pri beli omeli te sestavine so lahko škodljive. In zato se jaz z vsemi zelišči ne ukvarjam, tudi preveč bi bilo. Dejansko sem se podučila bolj o delovanju vseh rastlin, ki so v našem okolju, v slovenskem prostoru, ne pa vseh. Tako da bele omele ne nabiram, ne uporabljam. Toliko vem, da pač iz sadnega drevja je tista, ki je sploh uporabna. Ljudje se preveč po eni strani trudijo se pozdraviti, nekaj pozdraviti, mogoče pa v ozadju so zdravila, ki bi pa izničila se v primeru uporabe te bele omele. Tukaj treba paziti. Lahko, seveda, včasih so se uporabljale te stvari in tudi včasih so veliko bolj vedeli, da je ta bela omela iz sadja res tista prava. Zdaj se pa, kar ugotavljam, ljudje nabirajo tudi tisto, ki je na jevšah, pa ki je drugi. Ja, razumem, ja. To je povsem drug parazit, ne? Ja, jaz imam omelo za parazitsko, pač za jedavsko rastlino. Se je, tako kot recimo orhideja, ne? Ja. Lepe so, krasne so, ampak so paraziti, tako je tudi bela omela. Najbrž ste tudi sami in naši poslušalci dostikrat slišali eno izjavo našega Hipokrata. On je zmeraj rekel, hrana naj bo vaše zdravilo in vaše zdravilo naj bo hrana, ne? Tako je. Tako da to se naj govori in ne s figo v žepu, ne? Ja, gledajte, absolutno, tako kot sem že rekla, zdaj, če želimo telesu majčkeno pomagati, je fino, da vemo, kaj jemo, ne? Kaj damo v usta, koliko, v kakšni kombinaciji. Absolutno je pa tista hrana, ki jo sami pridelamo, veliko več vredna, ker vemo, kaj jemo. Saj zato pravim, čim manj predelane hrane, čim manj nekih ejev, konzervansov, barvil, ojačevalcev okusa. Ravno tako kot zeliščarka sem do tega malo bolj stroga, pri teh čajih, ki se pojavljajo na našem tržišču oziroma tistega 92. leta z globalizacijo, ko smo šli v uvoz res vsega, bi lahko rekla, da smo bili pa pri tem prav kanta za smeti. In praktično, ko se na čaju vidi, da so ojačani z ojačevalci okusa, z barvili, da vsebujejo tudi eje, ki so kot konzervansi za telo neprimerni, ne bom rekla škodljivi, ampak to se nabira. Veste, te konzervansi praktično so dejansko v pravem pomenu konzervansi, ker naše mišice to konzervirajo in se takrat, ko telo oslabi, to izbruhne v neki obliki, ki pa nam ni mogoče najbolj všeč ali pa celo bolezni. Tudi pojavljajo se čaji iz tujine, ki so pridelani na velikih površinah, ki so pridelani oziroma strojno, tako in takrat ne vem, kdo vse to opleve, vseh teh tudi strupenih plevelov. In to gre vse v čajne mešanice. In to, kar vidite v te vrečki čajni, je tako drobljeno, da najbrž ne boste vsega več prepoznali. Kot pleve, ne?
Glejte, sej so prvovrstni čaji, tudi zgodbe krožijo, kaj je prva vrsta in prva kategorija, ampak v mojih čajnih mešanicah, če ste opazili, se vidi, kaj je noter. Pravo zelišče, da je to otepljivo, da ima vonj. Glejte, mi smo se navadili teh ojačevalcev vonja oziroma teh vonjav iz filter vreč, koliko lepo diši. Tako da te čaji naravni ne dišijo več tako lepo, se oproščam, ne dišijo tako lepo nekaterima, ker želijo res ta intenziven vonj. Dejansko pa kdor uživa celo življenje domače čaje, so mu pa te čaji iz filter vrečk dejansko preintenzivni, pa tudi ni vse noter, kar bi želeli, oziroma je še kaj več. Tudi prej, ko sem omenila prvoklasni, drugoklasni čaji, ravno pri zelenem čaju je zaokrožila enkrat informacija, zeleni čaj prvovrstni gre na Kitajskem za vlado, druga klasa gre za pač njihove poslance in ostalo, še dokaj visoko strukturo. Tretja klasa gre za dejansko prebivalstvo Kitajske, ostane doma. Kar gre pa ven, verjemite, da ni več zeleni čaja. Saj z mojega vidika boste težko dobili zeleni čaj, ko boste videli, kaj je noter. Mora biti zelen. Klorofil mora biti dejansko viden. Tako da ne pride potem niti zelena barva čaja, je rjava. To je moje mnenje o uvozu. Jaz bi sam nekaj še, zdaj sem spustil, ker nisem, prej, ko ste zeleni čaj omenjali, kaj je temu zelenemu čaju, kakšne tele? Veste kaj, zeleni čaj dviga energijo, tudi pravijo, naj bi bil nadomestek kavi. To sem tudi slišal, ja? Ja, tako da nekako na energetski ravni je zeleni čaj mogoče nadomestljiv kavi. Zdaj pa tako, cena je pogojena, tudi majčkeno dražji je in marsikdo si misli, bom zeleni čaj, če je temu tako. Ja, bolj v tem smislu zeleni čaj dviga energijo. Ampak pri nas zeleni čaj je kopriva, dviga energijo, absolutno, sploh zdaj, če nabirate semena, regrat, trpotec, rman, to je zame zeleni čaj in mislim, da telo drugače reagira na tisto avtohtono zelišče kot na neko tuje. Mu veliko večjo podporo damo. Ja, vaša fraza, kar povejte. Se opravičujem. Kaj pa konopljin čaj? Je tudi konoplja. Glejte, tako kot sem prej rekla, jaz priporočam, da se konoplja ne uživa s kakšnim zdravilom, a ne sploh pri zdravljenju raka, pa ne sladkim pelinom. To sta dve tako močne komponente, da telo zmede in telo ne ve več, kako reagirati, lahko reagira, da se stanje poslabša in tukaj je treba se odločiti, kaj boste jemali, ali eno ali drugo. Če že jemljete neko stvar, pa da ugotovite, dajte si 30 dni najmanj uporabe nekega zelišča, da ugotovite, če telesu to odgovarja. Če mu ne, dajte si čas, da telo to izloči, da telo to porabi. Tudi telo ima, mišica ima spomin in bo za nekaj časa to shranila. Sploh pa, ko boste prenehali jemati, praktično je treba kar nekaj časa, da se telo očisti neke snovi v telesu in potem začnete z drugo. Problem so predvsej ta biološka zdravila, ki naj bi bila naravna, pa kakšne te močne substance, kot je artemizinin v sladkem pelinu, tako da to jaz absolutno odsvetujem. Enakočasno, da jemljete to, ne? Ja. Zdaj smo ugotovili, da nam zdravje raste pred nosom in jejmo, pa pijemo tisto, kar je tam, a ne? Tako.
In to vem, da je ena vaša fraza, pa še eno imate radi, kako gre, zdravje je vaš način življenja, oziroma je način življenja, a ne? Tako, zdravje je način življenja, ker v bistvu, če uporabljamo, če smo aktivni, mislim, če uporabljamo res ta zelišča iz našega okolja, če smo dosti aktivni, pozitivno razmišljanje je tudi en način življenja, ne? Zdaj v tem stresnem času, sploh obdobje 2 let nazaj, vemo, kaj smo doživljali. Jaz mislim, da moramo iti naprej, da moramo začeti in razmišljati o sebi na način, da zdravo živimo, ne? Saj absolutno ne bom rekla, tudi sama včasih posežem po kakšni sladkariji, ki vem, da mi ne bo delala dobro, ampak včasih je pa treba za dušo majčkeno poskrbeti, ne? Če duša rabi. Ja. Kaj bi pa vi priporočili eni osebi, ki je skozi čuti neko tesnobo ali pa stisko? Bi se tudi dalo to, kakšne vaše čaje na to temo popiti? Tudi čaje so tukaj, a ne. Ko imamo te downerje pa aperje, ne? Ja, tudi čaje. Nasvidenje, poslavljam se. V redu, hvala. Srečno. Na dializo. Okay. Ja, čaj je absolutno, ne, eno od teh je kamilica, potem imate šentjanževko. Tukaj uporabo šentjanževko ne priporočam nekomu, ki ima neka pomirjevala, uspavala, ker je lahko izniči delovanje ali pa dvojno povzdigne, kar pa tudi ni v redu. Potem imate pasijonko. Je tudi zelo na te stresne situacije, na te receptorje stresne, ki so v želodcu. To je nek živčni sistem, ki praktično nas nervira čez dan in ne vemo, kaj nam je, ker neki bi, pa neki ne bi, majčkeno se je treba umiriti. Ja, čaj, drugače pa priporočam, pejte v gost, objemite telo, pa se pogovorite sami s sabo. Kaj boste in kaj ne. Ja. Bom še eno stvar povedala. Jaz sem na začetku te petkove oddaje sem iskala naslov in najprej sem mislila jo poimenovati po reku iz filma, ki ga je izgovorila Pehta, ne, za vsako bolezen rožca rase, pa sem rekla, ne, to je pa že čisto preveč oguljeno, ampak... Je res. A ne? Res je. Ampak ljudje pa premalo vemo, mi smo dežela na prepihu in zato sem dala rajši naslov, da smo mi, Slovenija, zeliščnica naša. Mi imamo ne vem koliko, 3200 rastlinskih vrst, od tega ne vem, 800 endemitov, ne? In mi izvažamo, pa uvažamo tuje čaje, na primer, ne? Kvaliteta naših čajev je veliko višje ravni in tega se tujci zavedajo. Seveda. No, tako, kot sem rekla, ne bom ponavljala, ampak bom kar ponovila. V bistvu je Slovenija kar ena mala kanta za smeti in se praktično pojavljajo po naših trgovinah stvari, ki drugje ne grejo in žal tako je. No. Nismo še sprevideli tega, očitno. Ne, ker nekdo, tudi moj vrstnik, on misli, da je, ne vem, veliki poznavalec sveta in mi kuha zdaj tajsko, zdaj tretjo kuhinjo, ne? Pa bomo čaj pili, pa bomo to poskusili, ne? Pa ga vprašaš, a znaš ajdove žgance narediti, ne? In me gleda, ne? Ja, kdo pa še to je? Jaz, pa moja 2 otroka, ne? In ja, tako, kot ste rekli, Slovenci sploh se ne zavedajo, kakšne sto lego, ne? Kaj mi lahko vse bi v bistvu tudi pridelovali zelišča, pa ne, ker ni to kmetijska panoga v bistvu. Ja, je. Neka vrsta kmetijske panoge je seveda pridelava zelišč, ampak ne zavedamo se, kaj smo izgubili, ko smo začeli uvažati ravne kumare in če tako gledamo, mora biti take in take velikosti, vsa jabolka so bila enako rdeča, kumare ravne, čebula lepa, česen ogromen iz Kitajske. Zdaj pri česnu smo se, kar bom rekla, malo zamislili. Tisti okus česna je vseboval še eno snov, ki mnogim ni bil všeč, s tem, da ta česen... Bolj, ki se vima, bolj je pravi, ne?
Tako. To je mene tašča naučila, a ne? In jaz imam vedno njen česen. Na mojem vrtu raste česen, ki je ta prav, ne pa takega v trgovini. Sploh ne veš, luščina pade, potem vohaš notri tole vlago, a ne? Tako da ja, vem, da v teh, ko kupiš španski, pa ne vem, kakšen česen, to ni česen. V bistvu mi imamo raj na zemlji, samo premalo se tega zavedamo in praktično do nekje 90. leta smo skoraj bili samooskrbni in vsi to poudarjamo. Konec koncev si je vsak na svojem vrtičku zelo veliko lahko pridelal, ampak se je s tem uvozom in z nižjimi cenami začelo to ropanje trgovin, teh raznih zelišč in ostalih vrtnin, bom rekla, zaradi tega, ker je bilo toliko poceni. Mislim, da se zavest sicer zdaj vrača, da jemo bolj lokalno, da jemo tisto, kar je naš kmet pridelal. Jaz upam, da se pravi, že prej sem omenila, s čim je govedo ali pa konec koncev živina krmljena, je tudi zelo pomembno. Kakšna krmila uporabljajo drugače, pa še zmeraj obstajajo neki lokalni vzrejci kokoši, kar je pa tudi pod vprašanjem, koliko časa jih bomo še imeli, da imamo domača jajca, da imamo recimo meso, nekako vzgojene živali na način, ki ustreza našim normativom, normalnim, brez kakšnim hormonskim spodbudam, da čim prej zraste, da čim prej gre govedo v zakol in da kure čim prej v tistih baterijskih rejah znesejo jajca in tako naprej. Lejte. To je zdaj dejansko, smo že kar v eni vesoljski ladji, ki hiti nekam in propadne. Ja. Jaz bi imel eno vprašanje. Recimo tale kiselca, ki raste, zdaj ne vem, je to tudi kakšno zelišče? Ja, kiselca je zdravilna rastlina. Ja. Ogromen vitaminov pa mineralov vsebuje. In včasih smo kiselco jedli, žvečeli, tako To. Še nekaj belega je, ki se tudi lahko tako je. Zdaj se ne spomnim, kaj to bilo. Belo raste. Tudi na travnikih? Ja. Zdaj ste me dobili. Ja, ne, čisto, ja, verjamem. Belo je pa tudi se lahko tako je. Glejte, na našem travniku praktično je 70-80% kar trave ali pa rastlin, ki jo lahko uživamo v naravnem, surovem stanju, tako da brez problema regratove korenine, naribajte si jih na solato, je grenko, ampak zelo zdravilno. Arman sicer je boljši v čaju, ker drugače je zelo trpek, ampak arman lahko žvečimo, mogoče ste to mislili, je bele barve, tudi do nekje odvisno od zemlje. Arman se žveči v bistvu v primeru vnetja ustne votline, dlesni, zobobola, kar je antiseptik. To, če ste to mislili, ima bel cvet. In to se je tako včasih zelo uporabljalo, zdaj ljudje mogoče se tega ne poslužujejo, ker je hitrejše, če v lekarni kupiš nek lekadol, aspirin ali karkoli. Glejte, mogoče bi mogli to tradicijo malo bolj uporabiti, malo bolj se o njej izobraziti, o njej vedeti, kaj so uporabljali, ker je še vedno zelo, zelo aktualno. Čeprav moram pa reči eno, te stare knjige, recimo Pater Ašič, veliko teh starih zdravilcev, tudi Hildegarda, če gledamo nazaj, to so bili zdravilci, ki so zdravili. Zdaj, če se majčkeno poglobimo pa v bolezni, ki so bile takrat, seveda so bile kuge in tako naprej, tudi zelo močne, pa te španske gripe, ampak gre pa za dejstvo, da so te bolezni, da je naš organizem zdaj izredno odporen na te naravne surovine, ki jih dobimo iz zelišč
In rabimo nekako višjo količino vsega tega, kar je priporočljivo bilo včasih v nekih čajnih mešanicah in pripravkih za zdravljenje določene bolezni. Absolutno recepture so prave, ampak bolezni danes niso enake bolezni, ki so bile takrat. Naš organizem je že veliko bolj bolan. Tudi ljudje, ki pač šele čez leta ugotovijo, da imajo raka ali pa mogoče kakšno multiplo sklerozo, te avtoimune bolezni, recimo bolezni ščitnico, so zelo tihe. In tukaj treba tudi paziti pri zeliščih, kaj se uživa. Ravno pri teh avtoimunih boleznih bi upozorila na ameriški slamnik. Ameriški slamnik dejansko zelo, zelo dobro vpliva na imunski sistem, ampak če imate neko tako bolezen, kot je ščitnica, trebušna slinavka, kakšna multipla skleroza, artritis je že v bistvu v nekih avtoimunih boleznih, in ta substanca ameriškega slamnika spodbudi oziroma to avtoimuno bolezen, da se še v večji meri lahko razpase. Tako da tukaj ne priporočam ameriškega slamnika. Če poznate delovanje svojega telesa, če imate kakšne probleme, vrtoglavice, slabosti, tu lahko že ščitnica. In če imate težave s ščitnico, tukaj so tudi zelišča lahko nevarna. Treba določene stvari upoštevati. Se pravi, za konec lahko rečemo ljudem, da moramo biti pozorni na telo, pozorni na hkratno uporabo enih in drugih zdravil, da ne bi prišlo do teh medsebojnih učinkov, in pa ves čas treba dopolnjevati svoje znanje in da na ta način potem spoznavamo pozitivne ali negativne učinke, in časi se spreminjajo, pa znanost napreduje in stalnica so ravno te spremembe. Res je, ja. Ja, mislim, da se je treba poslušati, kot sem že nekajkrat omenila. Jaz mislim, da je vsak toliko edinstven, toliko drugačen, da bi se mogel bolj poslušati pa upoštevati to, kar mu telo sporoča. Zdaj, če vas hrbet boli, ni nujno, da je to križ, da je to hrbtenica. Lahko so pljuča. Lahko tako. Opomini so bolečine in ko pride nekje do bolečin, mogoče kakšno knjigo prebrati, mogoče zdravnika vprašati prej, čeprav iti k zdravniku je danes zdravljenje posledic, ne pa vzroka. In je boljše, če se majčkeno umirimo, zamislimo in začnemo razmišljati o tem, da pa iščemo sami, tudi ogromen knjig obstaja, kaj v telesu je narobe, če boli to in to. Jaz se ne poglabljam toliko duhovno vase, ampak se mi pa včasih zdi, da sem prehitra in da bi se mogla majčkeno umiriti pa zamisliti nad kakšno stvarjo, ali kaj sem naredila, ali kako delam, kako naprej. Vsak to rabi, to umiritev telesa, da se telo stabilizira. Mi preveč hitimo, časi so taki, se to je razumljivo, sploh službe naporne in potem doma družina in mogoče še kakšna kmetija, ki za poslastico, vsemu temu je preveč dela za eno telo. Tako da je treba se majčkeno ustaviti, spočiti, zato je dopust, zato so mogoče vikendi primerni, ali pa se pogovoriti pa reševati probleme, da nismo obremenjeni z njimi, da se tudi v tem duhu majčkeno sprostimo. Drugače pa narava, jaz prisegam na njo, iti v gost pa objeti drevo, ni nič narobe. Ne, rastline so inteligentne in hitreče bitja. Tako. Da. Ima še kdo kakšno vprašanje? Ja, kaj pa smrekovi vršički, pa ingver pa tako naprej? Kar se smrekovih vršičkov tiče, ja, nabirite. Tudi še vedno, čez celo leto so te vršički uporabni, lahko svež čaj z njih skuhate, ne vejice že olesenele. Te iglice lahko pobirate, kuhate iz svežih, lahko iz suhih čaj. Tako da smrečice, te vršički so spomladi, imajo večjo vsebnost C vitamina
Načeloma pa vse te smole in eterična olja, ki so v iglicah, so pa še močnejše zdaj. Ali pa potem, ko te vršičke niso več tako zelo svetlo zeleni. Se uporabljajo za sirupe, tukaj bom rekla tako, ne dajajte sladkorja na sonce. Zdaj, če ste imeli gospod iz Evrope Done, pardon, tukaj boste sigurno vedeli, če je rekla, sladkor s pregrevanjem postane rakotvoren. To pa je rekla. Tako da priporočam, če že delate s sladkorjem, naredite po plasteh in zakopljite za 6 mesecev v zemljo. 6 tednov ali 6 mesecev? Mesecev. Aha, ker gospa Terezija Nikolčič pa je rekla 6 tednov. No, če se sladkor dobro stopi v redu, drugače pa nekje v teh pol leta še vedno pridobivate. V ta sirup pa fino je, da ga majčkeno mešate oziroma obračate. Jaz ga obračam. Če je hermetično zaprt kozarc, absolutno je fino ga obračati, da se ves sladkor stopi, da potem ne precejate sladkorja, da se dejansko stopi. No tako, to je pri smrekovih vršičkih, pri ingverju ga pa jaz ne uporabljam, ker naš slovenski ingver je hren. Bravo. In to je moj ingver in kadar začutim kakšno na grlu, glasilke, prehladi, to je naš ingver in uporabljite ga. Mogoče zelo, zelo je podoben po okusu, bi rekla, oba pečeta. Kolikor boste svežega uporabljali, oba pečeta. Če pa pojeste zraven še kakšno dobro kmečko salamo, zraven hrena, boste pa veliko bolj zadovoljni. Ker hren v bistvu je zdraven šunkna, tudi najbrž zato bil, ne samo da je predstavljal solze, ampak v bistvu so najbrž že vedeli, da ta maščoba mora biti razgrajena s pomočjo hrena. Ja, to je pomoč, v bistvu hren tudi pospešuje delovanje sluznice in tako kot lover, recimo mi premalo mogoče poznamo sploh dejstva, kar nam naraste pred nosom, zakaj so tradicionalno uporabljali določena zelišča in hranila in živile. Lover in hren imata podobno delovanje na sluznico, pospešuje ta delovanje sluznice. Lover se je včasih dajal v te močnate jedi, da se je hrana prej razgradila, ravno iz tega naslova. Hren prav tako, te encimi praktično delujejo na sluznico in na razgradnjo hrane. Šunka, meso seveda sta težko prebavljiva in tukaj mislim, da neizpodbitno dejstvo je, da je to naš ingver in veliko bolj zdrav. Jaz sem zdaj naredila, zmeri si lover pač narobutam na morju, ga tudi tam v času dopusta posušimo v senci, no in letos sem pa prvič delala sirup proti kašlju in jaz sem mislila, da suh kašelj pomirja, ampak zdaj mi je jasno, da v bistvu ona dela, da postane produktiven, Ja, gledajte, delovanje sluznice v bistvu ščiti potem to dihalne poti in žrelo in praktično ta sluznica čisti, pospešeno deluje, tako kot sem rekla, pospešeno deluje, te sluzi ni več toliko, ampak pravzaprav se lahko izkašljate. Gre pravzaprav za zdravljenje suhega kašlja, sploh pri otrocih je to zelo nabijajo na polno, imajo že rdeče oči in žrelo zaradi tega kašlja. Loverjev sirup je zelo dobrodošla. Tudi če v čaju pijete, še vedno dobite dosti te snovi v sebi. Čeprav pri pitju sirupa je fino, da potem ne pijete nekaj časa, pa jeste nič, da se porazdeli po žrelu, da sluznica začne delovati oziroma da to čisti, Še kdo? Ali lahko zaključimo? Jaz bi še imel nekaj, Brane. Povedala, zakaj in kako so uporabljali tista opna v orehu. Informacijo o tem pa našla v eni knjigi o zdravilnih zeliščih oziroma domači lekarni, prosim. Saj sem najbrž rekla, da ne vem točno, zakaj se uporablja, ampak videla pa sem, da se je naredila neka študija okrog tega, kakšne snovi vsebuje in zakaj je dobro. Tako da jaz vem za orehova jedrca, za možgane, te maščobe so zelo zdrave maščobe,
za te opne v orehovih jedrcih, pa tako, ko sem rekla, mene starši v bistvu vedno so rekli, to gre stran, ne. Nismo uporabljali. Kako? Zdaj pa slišali, zakaj so opna dobra. Aha, no, prosim. Ko orehe taremo, te opne poberemo ven in jih posušimo. Ko so suhe, zmeljemo s kavnim mlinčkom v prah in dodajamo potem kakšnemu jogurtu ali kakemu smutiju, kaj takega, ker ima veliko čresljovin, pomaga hemoroidom. Krči črevesje. Aha, Hvala. ja, glejte, učimo se, hvala. Jaz dodam izkušnjo, oče je čaj iz orehovih luščin pil kot čaj potikaš. Tudi, ne? Ja, glejte, jaz se v to nisem, saj pravim, zelo veliko stvari je, v katere sem se poglobila. Mogoče bi še več lahko, ampak koliko ste rekla, Nika, prej, koliko 1000 zdravilnih rastlin imamo v Sloveniji? 3200. Tako da, če se poglabljaš v nekaj, kar gojiš, a ne, jaz orehov pač ne gojim, ampak vseeno, ja, hvala za tole znanje, mislim, celo življenje se učimo, hvala. Hvala, Zvonka. Še kdo? A tukaj, Joža. Jaz sem pa bral en članek v temu mojemu prijatelju od te konoplje, da jo moraš, da ne smeš pretiravati z njo, pa da jo moraš enakomerno, zmerno jemati, pa tudi, če ti zdravnik napiše, mislim, da imam prav, če ti napiše zdravila, da moraš tudi zdravila jemati, tudi če jemlješ konopljo in tako naprej. Zanima me pa, kakšen je pa ta konopljin čaj, no, tako. Tako kot pri sladkem pelinu je čaj mogoče bolj za alternativo, a ne, tudi za črevesje, za vitalne organe, za čiščenje vitalnih organov, tudi za jetra. In čaj mogoče ni tako močan, da bi pravzaprav z zdravili bil kontraindiktoren, se pravi, da bi nagajal, da bi mogoče izničil vrednost zdravil. Jaz načeloma, tako kot sem rekla, sem proti jemanju enega ali drugega skupaj. Gre za človeško telo, ki se stabilizira na substancah, ki jim začnemo dodajati, dovajati v telo, se telo včasih odzove tako, ali zavrne, ali pa zelo hitro sprejme. Pri konoplji je tudi vrednost CBD-ja, se pravi, mogoče, če že uporabljate smolo, je pri nas v Sloveniji kar precej pridelovalcev, ki to smolo pridelujejo, proizvajajo, ampak so procentualno nižje vrednosti, kot so pri kakšnih pridelovalcih konoplje v tujini. Pri nas doseže nekje do 16%, nekje v tujini pa vidim, da od 20 naprej, da je tudi vrednost CBD-ja zelo pomembna, koliko vi uporabljate. Pri konoplji in pri sladkem pelinu pa jaz priporočam terapijo. Se pravi, če že uporabljate, uporabljajte najmanj en mesec do nekje 40 dni, da se telo navadi in začne to črpati in uporabljati. In potem naredite telesu majčkeno premora. Da sami vidite, no tukaj pa gre spet tisti moj stavek, poslušajte se, ali vam odgovarja, vam je boljš, a se je zdravstveno stanje izboljšalo in to lahko nadaljujete, ampak nek premor si podajte, zato pravimo mi neko terapijo, da telo to sprejme in se odzove. Je pa najmanj 30 dni, ker to je naravni material, to ni zdravilo, to ni antibiotik, ker v 10 dneh pa kao dober, ne? Antibiotik dejansko je zdravljenje posledice, nikakor se pa neka bolezen ne bo kar neko vnetje ali pa nek virus, bakterija se kar izločila iz telesa s tem antibiotikom, v 10 dneh je treba še zmeraj biti previden in se opazovati. Tako da tukaj bodite previdni, če
če zdravnik svetuje, da lahko pijete čaj, tako kot sem rekla pri sladkem pelinu, tako pri konoplji je čaj preventiva. Je neka alternativa, ki ne more škoditi. Lahko pijete, ker je to v tekočini. Če pa vi uporabljate kakšne kapljice, ali pri sladkem pelinu, ali pri konoplji, tukaj morate povedati. Tukaj jaz osebno odsvetujem antibiotiki in neko zdravljenje in te dve substanci, ali eno ali drugo. Naredite si premor in potem samostojno uživajte, naredite si terapijo, najmanj na 1 mesečno, tako kot sem rekla, in se poslušajte. Če vam ne odgovarja, pojdite naprej, namesto konoplje uporabljate sladki pelin. Pa boste videli, kaj vaše telo boljše absorbira, boljše dojame in na kaj se boljše odzove. Tukaj je to poslušanje sebe, spremljanje sebe, ker se premalo, ni časa, dejansko zase včasih premalo poskrbimo. Ker naprimer ta je poj, ki sem jaz to bral, je rekel, da on je zelo zagovornik te konoplje, zelo zagovornik, da ni samo škodljiva kot mamilo, ampak da je tudi koristna. Nekje sem pa bral tudi to, da naprimer 2 stroka česna na dan, da je to zelo zdrava zadeva. Ja, pa domače jabolko na pol črvivo tudi. Za tistega vemo, pojem s kupico, mu reči vsega. Za tistega vemo, da ni škropljen, da ni uvožen, da je doma zrastel in tako naprej. Ja, česen, absolutno. Pri konoplji, jaz sem celo imela idejo, da bi jo gojila namesto nasada aronije, da bi naredila nasad konoplje. Ko sem se pa poglobila v pridobitev semen, v zaščito, v policijsko kartoteko te dajo, vlamljajo ti ljudje, ki niso najbolj zeliščari in vse te težave niso meni bile takrat v nek prid, da bi si jih pridobila s tem gojenjem in sem se bolj lotila aronije, ki pa je izredno za čiščenje vitalnih organov, za čiščenje krvi, dejansko res veliko boljša z mojega vidika, a ne, ker gojim sladki pelin. Ker imam nekako na vagi ali konopljo ali sladki pelin, ker sta oba zelo močna pri delovanju na viruse in bakterije. Kako je pa z ajbišem, ker vem, da tudi vi ga ste v Polhmu Gradcu, ste ga v bistvu patentirali. Kako je že s tem? Sles, navadni sles, a ne? Nismo ga patentirali, ajbiš. Ne, zaščitili. Ni bilo tako. Pa sem pa pomešala. Ne, neke zaščite ne vem, da bi bilo za ajbiš, da bi bil nek avtohtoni ali karkoli, ker to ni. To raste vse povsod. Ajbiš je nekako gojen sles. Ostali slezenovci, te gozdni, divji in tako naprej po naravi rastejo prosto pri nas in so enakovredni temu ajbišu. Ajbiš v cvetu, v listu in v korenini še toliko močnejše vsebuje sluzi, ki zelo dobro delujejo na dihala, sploh pri kakšnem tudi suhem kašlju ali pa teh vnetih bronhitisih in tako naprej. Tako da jaz izdelujem sirup iz slezenovih korenin, jih nabiram v naravi, tudi zdaj je čas, nekje še cveti, nekje še cveti in se zdaj tudi nabira in cvet in list in praktično izkopava korenine, ki se pa lahko v sirupu potem uporabijo in se to po žlički uživa ravno za namen pri boleznih dihal. Slezov piškot oziroma menšmalov, ne? Ja. To je v bistvu, kaj, zdrobljen, posušena korenica? Mančmelov, to so penice se reče, ampak po angleško se reče slezov marshmallow. Aha, ja, ne, pa to mislim, da nima nobene veze s tem. Ne verjamem, ker tu je nekje neka... Pravijo, da je posušena korenina, zmleta v prah, v vodi nabrekne in nastane pasta in potem
se to segreva, da zgleda tako, kot zgleda v teh kapljnicah. Mogoče so v preteklosti to uporabljali, pa da je to ime prevzeto iz tega, ampak zdaj pa dvomim, da je to iz leza. Jaz tudi mislim, da je tam dražje. Je kimijo. Ja, seveda. Gospodje, ura je 11:30. Gospe, povejte, imate še kakšno vprašanje ali bi zaključili? Lahko zaključim, pa bilo je zelo, zelo zanimivo, gospa. Ja, hvala. Hvala, gospa Vihar. Da bi se vas dal še poslušati. A še? Ja. Ja, gledajte, nekaj pa le je domačega. Meni je ta tradicija zelo ljuba in praktično res, ko doživiš neko bolezen, začneš razmišljati šele o sebi. Prej se niti ne ustaviš in zato vsakmu priporočam to, kar sem povedala. Je smisel, ni nič narobe, če se majčkeno oddaljite od nekoga, pa rečete, danes pa rabim mir, ker telo to rabi. Dajte se poslušati, tako kot sem rekla, ne jemljite, 10 zdravil naenkrat, pa še kakšno zelišče, pa se poslužujete v zadnjem momentu. Zdravje je način življenja, da se tudi še zdaj, kljub temu, da ne vemo, kaj nam na glavo pada, se da še vedno vzgojiti hrano, ki je avtohtona, ki je zrasla pred našim pragom. Kdor ima kakšen vrtiček, naj se tega posluži. Tudi za dušo je zelo, zelo zdravo. Če je naporna služba, včasih sem jaz to počela, ko je bilo naporno v pisarni, sem prišla na vrt, zasadila ravnico v zemljo, vam povem, vse je šlo tja. Sprošča. Zdaj pa takole, mogoče sem za konec, če sem prav zasledila, vi imate vrt odprt za oglede. Ja, tudi za oglede skupin, precej sem imela osnovnošolcev, zelo so mi ljubi otroci, tudi zasaditve zeliščnih vrtov okrog osnovnih šol smo že imeli, tudi predstavitve določenih zelišč v osnovnih šolah. Veliko se poslužujem tega izobraževanja, tudi zdaj 2 leti, kar je bila taka situacija, smo preko Zooma, sem sodelovala s Cene Štuparjem v projektih. En projekt me čaka tukaj v Polhovem Gradcu, se zdaj nekako ureja center in bo tudi zeliščni vrt z namenom šolske poti in bo vsak imel dostop do tega zeliščnega vrta. Drugače pa lahko kadarkoli spomladi bom vesela vsakega, ki bo prinesel s sabo motiko in se bo zraven še kaj naučil. Vrt je velik, tako da dobrodošli. Hvala. Gospa, kaj pa naprimer ognjič? A ga še uporabljate? Ja, jaz ga več ali manj za čaj, delam si pa tudi sama kremo. Tudi jaz kremo uporabljam, tako da vem, ognjič res pomirja. Ja, pomirja tudi recimo pri nogah, razpokanih petah in tako naprej, zelo pomirja te razjede in se da tudi lepo, bom rekla, stabilizirati take bolezni, kot so. Ker to ni enostavno, te razjede se lahko samo širijo, če jih ne zdravimo ali pa kakorkoli umilimo. In ognjič je eden teh, sploh pa za kožo. Jaz uporabljam ognjič tudi za čaj, ker je za pomirjanje želodca tudi, za bolečine v želodcu ali kakorkoli, ker zavedati se morate, če boli želodec, pa da želodcem nekaj ni v redu, vam bo koža povedala. V bistvu na koži se pojavijo znaki, da pač na želodcu nekaj ni v redu. Telo tako sporoča, koža pa želodec sta povezana. Pa živčuje. Tako. Da. Pomirja. Hvala za vaš čas, gospa. Ja, pa se vidimo v Polhovem Gradcu. Ja, hvala, v bistvu sem vesela, počaščena, da ste me povabili, pa še kdaj. Ja, hvala, nasvidenje. Srečno. Nasvidenje. Margita Vihar Hrasa Lef de Meeting.
Ja. No, zdaj pa za konec, še pa jaz eno rečem, težko je bilo zdaj tole biti tiho, mi tole celo uro pa pol. Drug teden imamo, a ne, kje si, Nika, drug teden imamo martinovanje, tako da pričakujem, da pridete vi, pa še kdo več, a ne. Ja, pride gospa Verboten iz Velenjskega muzeja, Dušan, si pozabil? Ja, tako moji Velenjčani, ja. In pričakujem od vas, da imate na mizi kak kozarček vina. Ja, Brane, ni treba imeti litra, ne. Litrco. Ne, ampak litrco imete pod mizo, a ne, na mizi pa kak kozarček, da bomo nazdravili. Podržamo s 5 uri. Tako? V nevarnosti, da ne prebijemo, da je na mizi pol. V redu, no pa se vidimo. Hvala, Nika. Ja, super je bilo, se vidimo naslednji teden. Ja. Adijo. Srečno.